Pred jutrišnjim obračunom z Aluminijem v Celju je z menoj naš igralec sredine igrišča Žan Benedičič, novopečeni očka. Žan, takole za uvod, mogoče z partnerko Leo sta povila svojega prvorojenca. Kakšni so dnevi, kakšne so noči zdaj pri Benedičičevih? Pa vse skupaj je res lepo, neka nova, lepa izkušnja, tako da smo oba srečna. Noči ene so krajše, ene so daljše, tako kot smo pričakovali, ampak konec koncev sem se na to pripravil. In to z veseljem tudi sprejmem, kadar vem, da je pomembno, da se naspim, si vzamem malo časa, malo prostor zase in takrat grem na svoje oziroma v svoj prostor, drugače smo pa ves čas skupaj, tako da smo, tudi sam hočem biti čim več časa z njim, ko sem doma, tako da vse je okej, tako da smo srečni. Kar žariš od sreče, dejal si, očetovska vloga ti je dala neko novo energijo, motivacijo tudi v nogometnem pogledu, v nogometnem smislu pred končnico državnega prvenstva. Pa jaz sem že takoj rekel, da pač vse se zgodi z razlogom in to mi je dal nek nov motiv, nek zagon, že zaradi tega, glede na to, kakšna sezona je za nami, ampak vemo, da še nič ni izgubljeno, še lahko popravimo in dvignemo. In mislim, da moramo vsi fantje vse najti neko dodatno motivacijo za nekaj, kar igramo, na koncu koncev vse najti to in to sezono pripeljati do konca maksimalno dobro, kakor se da, vemo, kakšni so cilji interni, tako da mislim, da je to treba na igrišču zdaj že zjutraj začeti. Omenil si, jutri v Knežje mesto prihaja Aluminij, vselej zahteven, težak nasprotnik. Kakšen bo jutri? Pa če bomo mi taki, ki smo že zadnji mesec dni na treningih in mislim, da tudi zadnjo tekmo smo pokazali pravi obraz, treba jutri se postaviti zase, ne preveč misliti na to, kaj se lahko zgodi, kaj bo, kaj ne bo. Vemo, kakšna tekma je, kaj nas čaka, koliko je pomembno, ampak če se bomo bolj vase ozrli, mislim, da je to ključ do tega, da jutri tu zmagamo, pa te 3 točke ostanejo doma. Zaradi kazni kartonov za jutrišnjega nasprotnika ne bosta nastopila Bovha in Jakšič. Kako velik hendikep je to za Aluminij oziroma iz drugega gledišča, kako velik plus je to za Celje? Jaz se ne bi oziral na to, tako da mi moramo nas gledati, kdo bo, nima veze, vemo, da vsi igralci večinoma, ki so v prvi ligi, so kvalitetni, tako da se vsaki drugi, ki bo na igrišču, ga bo treba resno vzeti. Mi se moramo vase poglobiti in to je najbolj važno. Za razliko od našega zadnjega obiska Šume bo našega jutrišnjega nasprotnika tukaj pričakala vrhunsko pripravljena nogometna zelenica. To naj bi bil plus za tistega, ki rad igra nogomet, ki rad igra po tleh in v tem pogledu zagotovo velik plus za nas. Ja, zadnjič, ko smo igrali tam, je bilo res. Smo vsi videli, kak je bilo, ampak dobro, to je nogomet, to se dogaja, igrišča so kakršna so, vemo pa, da tukaj imamo vrhunsko igrišče, tako da ni nobenih zadržkov, ni nobenih izgovorov glede jutri, tako da smo sami od sebe odvisni. Super pomemben obračun, pravijo nogometni strokovnjaki oziroma nekako pod navednicama obračun, ki šteje dvojno z neposrednim tekmecem za 8. mesto. Je čutiti kaj pritiska? Pa verjetno nek pritisk bo, seveda. Noben si ne želi tega, kar prinaša 9. mesto, ampak mislim, da moramo to čim bolj odmisliti, to tekmo s prazno glavo. Pa misliti sam na svojo predstavo, sam na svoj maksimum, da damo, vse ostalo bomo pa videli, kaj bo. Ni v naših rokah vse. Načrt, kako priti do vseh 3 točk, bo Žan seveda zadržala zase. Najlepša hvala za tale prijeten pogovor in srečno jutri na stadionu z Dežel. Hvala lepa.